Je dolžnost vseh nas, ki nam je mar za ljudi, ki nam je mar za očete, matere, sinove, hčerke, stare starše, za vse civiliste, prebivalce tega planeta, ne glede na narodnost, ne glede na vero, ne glede na kakršnekoli atribute, da ostro nasprotujemo eskalaciji vojne, da nasprotujemo rožljanju z orožjem in še posebej z atomskim orožjem. In da poskušamo čim bolj ustaviti te plamene nacionalizma, sovraštva, hujskanja in strahu, ki zavzemajo in napolnjujejo ne samo Evropo, ampak celoten svet. Je tako! Je tako! Če nimate nič proti, bi prebral to pismo petkovih protestnikov, članov in članicam kolektiva RTV Slovenija. Se slišimo? Nahajamo se v izredno težkih časih. Ukrajina gori, stotine tisočev so pregnane z domov, plameni nacionalizma, militarizacije in sovraštva se širijo po celem svetu. Svet v zadnjih 50 letih še nikoli ni bil bližje globalni vojni. Poleg fizične pa hkrati poteka tudi izredno nevarna medijska vojna. Lažne informacije, medijske manipulacije in senzacionalistična propaganda se širijo mnogo hitreje kot objektivno poročanje o dejstvih in premišljene analize dogajanja. Zdi se, da bo s pomočjo socialnih omrežij tokrat še bolj kot kadarkoli prej potrjen pregovor, da je prva žrtev vojne resnica. Ravno v takih časih najbolj nujno potrebujemo kredibilne in neodvisne javne medije. Posledice medijske vojne se že kažejo po celem svetu. Porast nestrpnosti, polarizacija, vojno navijaštvo, strah, diskriminacija na podlagi nacionalne pripadnosti. To so vse poti, ki vodijo zgolj k stopnjevanju vojnih konfliktov. Komu ustreza to stanje? Vojnim dobičkarjem, oportunistom, prodajalcem orožja in prodajalcem sovraštva. Tistim, ki so pripravljeni trpljenje žrtev vojne izkoriščati za svoje cilje in svoje koristi. Tako je! V Sloveniji se to predvsem kaže pri delovanju Janeza Janše in ostalih predstavnikov vladajoče stranke. Poleg opozicije, nevladnih organizacij, protestnikov in po novem tudi ustanovnih članov Društva slovensko-ukrajinskega prijateljstva so vsi, ki se drznejo nasprotovati političnemu izkoriščanju vojne v Ukrajini za predvolilni boj, označeni za Putinove lutke in za sovražnike Ukrajine. Glavna tarča trenutne politične ofenzive pa ste ravno zaposleni na RTV Slovenija. Sami najbolje vidite, kako vam vsakodnevno najvišji predstavniki oblasti zanikajo vsako strokovno kredibilnost, kako lomastijo po programu, premeščajo, odpovedujejo in ukinjajo informativne oddaje, kako se z vsemi močmi vpletajo v vsebino poročanja, kako državni sekretar za nacionalno varnost poziva k zatemnitvi vašega programa
in kako v duhu najbolj totalitarističnih držav obsojajo neprimerne vsebine preko urada za cenzuro, ki je bil nekoč urad za komuniciranje vlade. Dragi člani kolektiva in članice kolektiva RTV Slovenija, je to svoboda medijev? Je to demokracija? Naslednjih 8 tednov bo dejansko ključnih. Strahovlada Janeza Janše bo naredila vse, kar je v njeni moči, da pred volitvami povsem spolitizira in dokončno uniči ugled RTV Slovenije, kot je to že naredila slovensko policijo. Lahko si ogledate ta štiri za mano in ogledate policiste, ki ravno kar v tem momentu izvajajo politično represijo. Zaposleni na RTV Slovenija, tudi od vas je odvisno, kaj se bo zgodilo, od vaših strokovnih načel, od vašega profesionalnega odnosa, od vašega poguma in od vaše odgovornosti gledalkam in gledalcem, poslušalkam in poslušalcem je odvisen nadaljnji ugled vaše ustanove na tej strani in na drugi strani. V naslednjih tednih boste morali sprejeti težke odločitve. Ali se boste dokončno uklonili diktatu strahovlade, ali pa boste uporabili vsa sredstva, ki jih imate na razpolago, da se javno in odločno uprete ter ohranite čast svojega poslanstva in ustanove, ki ji pripadate. Prebivalke in prebivalci Slovenije, protestnice in protestniki ter mnogotere organizacije civilne družbe bomo naredili vse, kar je v naši moči, da vas podpremo in zaščitimo. Vse, dokler ne priborimo nazaj demokracije, vladavine prava in dejanske svobode medijev. Bravo! Srčno upamo na vaš pogum in vašo odpornost. Izklop janšizmu, svobodo medijev! Izklop janšizmu, svobodo medijev! Izklop janšizmu, svobodo medijev! Izklop janšizmu, svoboda medijev! Izklop janšizmu, svoboda medijev! Bravo! Še enkrat ponavljam, za vse zaposlene na RTV Slovenija, v naslednjih tednih boste morali sprejeti težke odločitve. Ali se boste dokončno uklonili diktatu strahovlade, ali pa boste uporabili vsa sredstva, ki jih imate na razpolago, da se javno in odločno uprete ter ohranite čast svojega poslanstva in ustanove, ki ji pripadate. Prebivalke in prebivalci Slovenije, protestnice in protestniki ter mnogotere organizacije civilne družbe bomo naredili vse, kar je v naši moči, da vas podpremo in zaščitimo vse, dokler ne priborimo nazaj demokracije, vladavine prava in dejanske svobode medijev.